Igor Žula. Zdravo, Igor. Super. Zdaj pa, imam vprašanje za tebe, ampak prvo je, že v barvi in v naslovu, zelena transformacija. Večina ljudi si to predstavlja kot dajmo samo papirčke metati v koš, pa mogoče mičke ne imajo zaokroži, pa niti ne vidijo neke posebne koristi ven iz tega. Ampak, ko si ti sestavljal tale program, si imel v mislih mnogo več kot to. Kaj je odzadaj? Ja, pravzaprav je odzadaj res mnogo več. Ampak tako kot si začel zdaj to debato, s tem pa imamo tisti, ki se s temi stvarmi ukvarjamo, kar malo več težav. Ne? Tako smo imeli včasih težave, ko je prišla ven industrija 4.0, in vsak je imel 4 minute časa, je nabijal 4.0 industrijo 100 na uro, pa ko smo si vzeli malo več časa, pa preverili, a zdaj odzadaj za tem, kaj stoji, si pa hitro videl, da pravzaprav ni, ker je pač kompleksna zadeva to, kakorkoli. No in ko sva se pogovarjala z predsednikom uprave Novartisa, je rekel, veš kaj, saj imamo res izziv s temi stvarmi tu pri nas, saj skozi nekaj govorimo, ampak kaj pa je to zelena transformacija? Vsi bluzijo okrog vsega tega, pa meni še do zdaj ni noben razložil, kaj je to zelena transformacija. To sem pa rekel, zakaj pa ne, pa dajmo cel dogodek temu posvetiti. Tako da vsaj tisto, kar mi razumemo pod zeleno transformacijo, to vsekakor ni zamenjava fasade, to vsekakor ni samo zamenjava energenta iz dizla na plin in tako naprej, ali pa fotovoltaika na strehi, seveda to tudi je, ampak je pravzaprav kar celovita transformacija. V prometu mi dosegamo zelo zelene rezultate, če naredimo manj kilometrov, če bolj kakovostno izkoristimo tovorni prostor, v proizvodnji smo zelo zeleni, ko na enoto proizvoda porabimo manj energije oziroma ko optimiramo, digitaliziramo, robotiziramo in tako naprej. Tako da na koncu koncev, ko carbon footprint, o katerem bomo danes govorili, na enoto proizvoda zmanjšamo, no, to je zelena transformacija in v 3 dneh se bomo tega zelo zapolnili in zelo dotakli in jaz verjamem, da bodo vsi vedeli. Zdaj pa zaprmej, kaj je to zelena transformacija. Zelo lepo povedano, zaradi tega, ker še nikoli nisem slišal, da bi to zeleno transformacijo utemeljil na način, da je odzadaj v resnici visoka dodana vrednost, razvoj, službe, rast in vse ostalo. Tako da tole je prebojno. Super, držim pesti, da rata. Ampak jaz sem te mislil lani za letos vprašati, in sicer lani si napovedal, da za 10 let je pa nek legacy v planu. In mislim, da si marsikdo si je to zapomnil tudi v publiki. Kaj je ta legacy, ki si ga lani obljubil? Legacy je ena zgodba, v katero jaz osebno zelo verjamem. Mislim, da cel svet premalo živi za tem prepričanjem. Ampak mi smo začeli pred 10 leti, nas je bilo 130, bili smo v Portorožu, nismo bili sicer v Bernardinu. Bilo nas je iz 10 držav že takrat in že takrat nas je tudi Evropsko logistično združenje podprlo in so poslali svoje predstavnike. Že takrat smo se obrnili proti pravzaprav vsem deležnikom na področju logistike, se pravi proizvodnja, transport, logistika, šolstvo, javna uprava in tako naprej. Tako da ves čas smo si želeli pravzaprav nekako povezovati vse te različne svetove in vse, ki kakorkoli že dihajo za to logistiko. Ampak da smo do tega prišli, smo pravzaprav šli najprej do planeta GV, pa za Brečkotovo smo se pogovarjali, smo rekli, pa sej vi imate težave, ni dost ljudi na vaših dogodkih. Nam je takrat dogodek celo propadal, smo rekli, dajmo se združiti, dajmo skupaj stopiti, pa naredimo material, najboljši logistični kongres na svetu, pa naj bo mednarodni, Slovenija je premala v bistvu. Tako da ja, taki so bili naši začetki. No, danes nas je 480, danes je 15 držav tukaj in to je naš legacy. Mislim, da smo naredili največjo platformo,
za mreženje, za izmenjavo izkušenj, za networking v tem delu sveta in mislim, da smo v SLZ-ju vsi po vrsti na to ponosni in to je naš legacy. Je res, bravo, čestitke. Mislim, da si tale zgodba zasluži en velik aplavz. 10 let graditi in uspešno graditi navzgor je težko, zahtevno in v Sloveniji se velikrat pogosto ne pride daleč. Tale zgodba je tista, ki je prišla zelo daleč in še naprej gre. To je tudi mogoče, ta prav trenutek, da rečemo hvala vsem, ki ste člani, ker s tem ne samo, da vi dobivate korist, ampak tudi podpirate tako zgodbo, da je v resnici skozi leta takole lepo zrasla. Ampak imamo pa vedno in vsako leto eno posebno temo, kako lahko še ukrepimo sodelovanje, gospodarstvo pa država, zato da lahko dostavimo take rezultate, da se bojo lahko najbolj postavili povsod naokrog. Kaj lahko tu naredimo? Ja, jaz večkrat rad poudarjam in tudi, ko smo naokrog po svetu hodili z temi našimi delegacijami, kako so razne strategije in študije in vse te stvari nastajale, vedno so sodelovale, poleg jasno ministrstev, seveda ustrezne strokovne inštitucije in se mi zdi, da mogoče pa ne bi bilo slabo, da zdaj malo izzovemo, ali pa vsaj, da se vidimo fakultete za logistiko, kje ste? Dajte se vstati, evo ne. Kje imamo visoko šolo za transport? Arak je tu? Prihaja. No ja. Lista v glavnem, zahodnikov. bom drugače obrnil. Imamo visoko šolo za transport, visoko šolo za transport in logistiko, visoko fakulteto za promet, fakulteto za pomorstvo in promet, fakulteto za logistiko, pa imamo gospodarsko zbornico, pa imamo obrtno zbornico, pa ne nazadnje imamo Slovensko logistično združenje v bistvu. Mislim, da smo vsi po vrsti tu pripravljeni sodelovati z ministrstvom pri pripravi zelenega prehoda, če hočete, kakorkoli že. Zakaj poudarjam te stvari? Ker enkrat, ko se tak auditorij pravzaprav poveže, pa vidimo, da znamo sodelovati, takrat na nek način ne samo, da damo na plano svoje strokovno znanje, ampak istočasno damo tudi nekako svojo obvezo temu, da to, kar bomo že skupaj sestavili, potem tudi spravimo v življenje. Tega sodelovanja pri nas je premalo in jaz verjamem, da se pravzaprav tu tisti, ki smo, dajemo na razpolago ministrici, še komu drugemu v bistvu ne za dobro zgodbo. Igor, najlepša hvala.